Dober dan, dragi moji. Evo, spet smo skupaj s fantastičnim videom, kako zaustaviti negativne misli, neprijetne misli, misli, ki jih ne želimo, misli, ki nas peljajo v samodestrukcijo, v življenje, ki si ga ne želimo, v odnose, ki si ga ne želimo. In zdaj vam bom dala prvo en primer. Se pravi, vsi, ki me že poznate in ki ste z menoj, veste, da sem imela depresijo, šizofrenijo, bipolarno motnjo. In kakšne so bile takrat moje misli? Moje misli so bile temne, črne, nenehna misel na samomor, nenehne misli o tem, kako sem slaba, nenehne misli o tem, da nisem vredna, nenehne misli o tem, kaj se pravi, misli krivde, kaj vse sem slabega naredila otrokom, ljudem okoli sebe. Nenehne misli o tem, da je moje življenje katastrofa, da je moje življenje polomija in tako naprej in tako naprej. In prva stvar, ki mi je najbolj pomagala, ampak ki se jo bom tu zelo malo dotaknila, da sem jaz lahko umirila te svoje misli, je bila meditacija. Se pravi, v meditaciji sem našla mir, v meditaciji sem našla stanje, v katerem sem si želela živeti. Okej, in to je zelo, zelo pomembno. Komentirajte tudi spodaj pod video, če vi tudi meditirate. Zelo vesela bom, če boste video delili med ljudi, ko boste mislili, da jim bo ta video pomagal. Zelo, zelo najbolj vesela sem pa vaših komentarjev, aha momentov, napišite mogoče, iz katerega kraja prihajate, da bom vedela, in s tem mi zelo pomagate, zato da vem, kam se še ne usmerim. Lahko mi tudi pišete na planetljubezni@gmail.com, od spodaj pod videom bo tudi ta e-mail napisan. Tako da se pravi, če želimo priti v stanje, v katerem želimo živeti, je nujno potrebno umiriti misli, te negativne misli, neprijetne misli, ki nam ne služijo. Se pravi, ves čas se nam dogaja neka drama v mislih, ves čas. Drama, se pravi, smo v peklu sami z seboj, z svojo glavo, svojim umom, svojimi mislimi. In kaj delamo? Lahko gremo s prijateljico na kavo, lahko gremo na večerjo, lahko se sprehajamo po mestu, ampak mi smo v peklu. In zato bi vas še tu enkrat opozorila, da se ne primerjate z drugimi ljudmi, ker ne veste, kaj se dogaja v njihovi glavi, takrat, ko ste vi z njimi, ali jih pa toliko občudujete, pa so vam tak navdih. Se pravi, kaj se tu notri in posledično v našem telesu dogaja zaradi naših misli. In kaj delamo sami sebi s temi neprijetnimi mislimi? Ko mi mislimo neprijetne misli, povzročamo sebi bolezni, povzročamo sebi, se pravi, celo življenje je ena naša, je reakcija ali pa je posledica ali pa rojstvo iz naših misli. In zdaj v tem videu bom razložila vam 3 metode, 3 korake, s katerimi lahko te negativne, neprijetne misli zaustavite. Okej. In, vse mi nekaj štrli danes. Se pravi, vi mislite misli, kakršnekoli, daj ste si zdaj sami tu noter, se pravi, misli, ki vam niso v doprinos. In vzemite takrat list papirja ali pa pomislite. Takrat se vprašajte, to je prva zdaj stvar, ko jo bom povedala, kako zaustaviti negativne misli. Takrat se vprašajte, zapišite, kako mi torej ta misel služi. Okej. Mislite neprijetne misli. Kako mi ta misel služi? Kako točno mi ta misel služi? In če vam ne služi, jo ali preusmerite misli
ali pa zamenite te misli. O tem bomo več kasneje govorili, da se vam res plača video do konca pogledati. Se pravi, prvi korak, prva metoda k zaustavljanju negativnih misli je, da takrat, ko mislite, se sami sebe vprašajte, kako mi ta misel služi. Kaj točno mi ta misel doprinaša? Ali me je v doprinos, mi koristi, ali mi ne koristi. Je druga stvar, pri tej prvi stvari, je to ta trenutek resnica. To je zelo pomembno, da si odgovorite. Se pravi, otroka ni domov, razmišljate, kje je, da se mu je kaj naredil, da ga je avto povozil, avto zbil, da so ga ukradli, da ne vem kaj vse takrat razmišljate. Prvo, a mi ta misel služi? Ne, jo nehate misliti. Druga stvar, ali je to resnica? In to vas bo iz nezavednega stanja dalo v zavestno stanje, v zavedanje, da to sploh ni resnica, vi ne veste, kaj se je zgodilo. In mislite misli, ki vam ne služijo, neprijetne misli. Okej, je to resnica? Ni. Se pravi, je ena velika iluzija. Naše neprijetne, negativne misli so iluzija. Sej tudi prijetne misli so iluzija, ker je vse iluzija, okej. Ampak mi se boljš počutimo, ko mislimo prijetne misli. In za svojo vibracijo posegamo po svojih željah ravno zaradi tega, ker svojo frekvenco in svojo vibracijo s prijetnimi mislimi dvigujemo svojo vibracijo in svojo frekvenco. Se pravi, ko zavestimo, da je vse to iluzija, te naše neprijetne misli, kaj mislite, zakaj se naredi prostor? Naredi se prostor za radost. Okej, za radost. In ko sem jaz začela zamenjevati ali pa zaustavljati misli, je moje življenje se začelo spreminjati. Okej, se je začelo spreminjati. Vprašaj se, je to, kar mislim, resnica? Se pravi, ne vem, si zamislite, da vaš partner nekam gre in vaše telo, vaše občutke, v vaše misli pride ljubosumje. Ja, kaj če ima zdaj 10 žensk okoli, kaj če me bo prevaral, kaj če me bo to. Ali je to resnica? Ne, ne vem. Zakaj pol to mislim? Razumete? Ali mi ta misel koristi? Ne, ne koristi mi. In jo nehate misliti. In če ste si že začeli izmišljevati stvari v svojih mislih, potem si izmišljujte misli, ki vam služijo. Okej. Vse je okej, imam denar, partner je dovolj ena ženska, ne rabi jih 10, z otrokom je vse okej, varno bo prišel domov. Se pravi, spremenite. Sprememba. Vaše misli to je zelo, zelo pomembno, kaj vam zdaj povedala. Vaše misli povzročajo vaše akcije. Se pravi, na podlagi naših misli mi potem storimo svoje naslednje korake. In to je zelo, zelo pomembno, kaj vam zdaj hočem povedati. Se pravi, če bom jaz razmišljala, da je moj partner, če bom jaz ljubosumna, pa bom razmišljala, da me vara, pa da je, ne vem, z 10 drugimi, pa da zdaj z eno pleše, pa se z njo poljublja, pa da otroka ne bo domov, pa ne vem kaj. Kaj bojo moje akcije? Moje akcije bojo rezultat teh misli. Se pravi, s to SMS-om bom napisala, klicarla ga bom, ne vem, na policijo bom klicala, če so kje našli mojega otroka in tako naprej. To je zelo pomembno, kaj vam zdaj govorim. Se pravi, na podlagi mojih misli jaz delam svoje akcije in na koncu dobim rezultat svoje življenje. Okej, to, kar živim. Se pravi, če bom mislila misli, ki so mi v doprinos, bojo moje
akcije v mojem življenju povsem drugačne, kakor pa če bi mislila neprijetne, negativne misli, bi bile moje akcije popolnoma drugačne in moje življenje popolnoma drugačno. In druga zelo pomembna stvar, upam, da me to razumete, komentirajte od spodaj, če razumete, drugače grem v naslednjem videu še globje v to, še globje, se pravi, če povzamem, prvo, ali mi ta misel služi, ali mi je ta misel doprinos in ali je resnična. Ok, ali je resnična. In potem to misel zamenjamo oziroma jo zaustavimo. Druga stvar, zelo luštna metoda je meni rešila življenje pri mojih 24/7 negativnih misli, je metoda 17 sekund. Na mojem YouTube kanalu imate video o tej metodi, o teh poglobljeno o 17 sekundah. Kaj se dogaja? Mi mislimo misel 17 sekund. Na vibracijsko, se pravi neprijetno, temno misel, misel, ki nam ne služi, misel, ki ni resnična, misel, ko jo nočemo in tako naprej. Se pravi, smo na zelo nizki vibraciji. Ok? 17 sekund mi mislimo to misel, ki nam ne služi, niti slučajno. In kaj se zgodi? Ker smo mi na zelo nizki vibraciji, se na to misel prelepi druga misel enake vibracije. Ok, enake vibracije, 17 plus 17. Z drugo mislijo gremo še nižje na vibracijski lestvici in se na to misel prilepi tretja misel, še z nižjo vibracijo. Kaj pol? V peklo smo. In zgodi se momentum in pridemo do občutka, občutek pa ustvarja, kreira naše življenje. In zato je zelo pomembno, da prvih 17 sekund, ko prepoznate misel, ne glede na to, kak je resnična pa ni resnična, jo zaustavite ali zamenjate. Ok, to je zelo, zelo pomembno, kar vam danes govorim. Zelo. Se pravi, jaz sem jo spremenila. Jaz sem jo, ok, zakaj ta misel ni resnična, ne vem, da mojega otroka ne bo domov, da me partner vara, da ne imam denarja, da je moje življenje polomija. In jo zamenjam za misel, ki mi služi. To je zelo pomembno. V prvih 17 sekundah oziroma še prej, ko prepoznam misel, to dela zavesten človek, ok, prepozna svoje misli. Se pravi, pride misel, ok, ni resnična, ne služi mi, jo bom zamenjala ali spremenila. In imate super video na mojem YouTube kanalu, video metoda 17 sekund, mislim, da se imenuje. Se pravi, ena misel, druga misel, tretja misel in tako naprej in smo v peklu. In na podlagi tega pekla delamo naše akcije. Misel, nimam denarja, boga sem, bolana sem, ali pa recimo, ne vem, dobite diagnozo, kakršnokoli diagnozo od zdravnika, umrla bom. Ne? Umrla bom. Ja. To ni resnica, vi še niste umrli, vi ste še živi. Zakaj pol mislite to misli, ko vam ni v doprinos? Zamenjajte misel. Spremenila bom svoje navade, spremenila bom način življenja, način mišljenja, vse je misel in bom ozdravela. Ta misel mi služi. In ta misel mi dvigne vibracijo in ko se mečken dvigne vibracijo, pride v mojo glavo druga misel z višjo vibracijo in tretja misel še z višjo vibracijo in potem pridem do rešitve te svoje bolezni. Ok, nekaj se zgodi, da mi v življenje nekaj pride, ki mi bo predstavljalo rešitev. To smo zdaj obdelali. Imate video, metoda 17 sekund. Metoda 17 sekund je perfektna metoda. Se pravi, zavestno razmišljamo
zavestno spremljamo, kaj mislimo. Ok, kaj mislimo? Spremenimo misel, predno pride do momentuma. Momentum pomeni skupek, ne vem, 4 negativnih misli, 68 sekund, ki ustvarja, kreira naše akcije, naše rezultate v življenju. Tretja metoda za zaustavljanje neprijetnih, negativnih misli je pa metoda, ko štejemo. Se pravi, metoda štetja od 17 dol. Zapreš oči, ok, gremo zdaj zapreti oči in štejemo. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nič. Ok. Če niste zmožni tega narediti, pol vam naj zazvonijo vsi alarmi, da rabite res nekaj na sebi narediti. Se pravi, jaz si predstavljam trak, na tem traku so številke 17, 16, 15 do 0, si predstavljam ta trak in štejem od 17 nazaj do nič. Od 17 do nič, navzdol. Se pravi, pride ena negativna misel, pride druga negativna misel. Ups, stop, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 do 0. Štejem. Če niste to sposobni, pol res rabite vse narediti. Ja. Jaz štejem včasih na glas, se pravi, jaz sem se že to toliko strenirala, da se pravi, vprašanje se je zdaj pojavilo, če šteješ na glas. Hvala lepa za vprašanje, super, fantastično vprašanje. Predno sem se toliko sfrizirala, ali kako se to reče, ne sfrizirala, predno sem se toliko vadila, sem štela na glas, zato ker mi je bilo lažje. Lažje mi je bilo fokus usmeriti na štetje, 17, 16, 15, ker ko sem štela potiho, zdaj štejem potiho, so mi misli še kar not prehajale in sem še kar verjela tem mislim. Danes štejem potiho, se pravi, ok, negativna, neprijetna misel, neresnična misel, 17, 16, potiho. Ok, delite kakorkoli hočete, ni važno, lahko se derete, lahko v mislih, lahko potiho, lahko na glas, važno je samo, da zaustavite misel z eno od teh metod, ko jih zdaj razlagam. In poskusite to vajo in jo vadite. Brez vaje ne gre, dragi moji. Vse je vaja, vse so veščine, ko jim vam jaz razlagam, so vse veščine, ki sem jih jaz vadila in jih še danes vadim. Tudi meni še vedno pride negativna, neprijetna misel. Vadim 17, 16, 10-krat, če je treba. In ponavadi, kaj se zgodi, ko mi gremo od 17 do 0, se mi sploh ne spomnimo več te naše misli, se pravi, jo izničimo, jo pozabimo, ker z tem štetjem gremo mi avtomatsko na višjo vibracijo. Ok, in ko boste prešteli, pa lahko zamenjate misel, ne? In tam, ko imate največje izzive, največje, bom rekla, probleme, težave, bolečine trenutno v vašem življenju. Jaz sem imela danes en posvet in jaz sem prav vesela, ko to slišim, te vaše izzive, probleme. Pa na coachingih pomeni. Zdajle nekdo klical in je pisal, da je Zoom. Sam prosim, Sabina, napiši mi, če se sliši. Me slišite? Mi lahko prosim napišete? Aha, ok, super. Se pravi, kje smo ostali? Kje smo ostali? Misel pri tej metodi izgine, zato ker spremenimo vibracijo. Tako da, če ne gre, ponovno vadiš, pa ponovno vadiš, pa ponovno vadiš. Se pravi, vse je vaja.
Vse, kar jaz danes mene gledate, sem dosegla s pomočjo vaje, s pomočjo discipline, s pomočjo potrpežljivosti. Aha, stala si pred svetom, ko si vesela izzivov in problemov. Ja, jaz sem izzivov in problemov vesela, zato ko vidim, wow, kaj vidim jaz tu? Se pravi, vloga zmagovalca reče, wow, super, izzivi, problemi, težave, veselim se jih. Zato, ker je tu največja transformacija se lahko zgodi, največja preobrazba in zato so kontrasti fajn, zato so izzivi fajn, jaz ne vem, zakaj se jih bojite. Glih tu se dogaja potem, da spreminjamo svoje življenje, če se upamo v njih pogledati in kaj za to narediti. Okay. In včasih rabimo pomoč pri tem in včasih rabimo mentorja, včasih rabimo terapevta, ker tudi gume na avto ne znate sami menjati ali pa mašine sami popraviti. In zato smo tukaj ljudje, ki vam želimo pomagati. Tako moj program Pot do sreče in notranjega miru pelje do pretransformacije vsega tega, kar želite spremeniti. Če ste disciplinirani. Jaz ne morem namesto vas, jaz ne morem namesto vas meditirati, jaz ne morem namesto vas vizualizirati, jaz ne morem namesto vas šteti od 17 do 0. Se pravi, včasih mi postavite vprašanje, a lahko misel zamenjam s pozitivno mislijo? Seveda lahko. Lahko negativno misel zamenjam s pozitivno mislijo. Lahko, zakaj ne? Ampak zato je potrebna vaja. Ne gre, ker zdaj imam skozi negativne misli, zdaj bom pa jaz kar zamenjala jo. Ne, to se igrajte, vadite. Če jo pa ne morete, ali pa to besedo ne moremo, bomo dali ven, če vam pa ne uspe, da jo zamenjate, jo pa saj zaustavite. Vprašajte se takrat to, kar sem rekla na začetku videa. Ali je to resnica, kaj zdaj mislim? Da otroka ne bo domov, da me partner vara, da nimam denarja, da sem polomija in tako naprej. Se pravi, jaz sem vam že 100-krat povedala, ko sem jaz bila v depresiji, so bile moje negativne misli 24/7, naredi samomor, rešila boš sebe, življenje je težko, nimaš denarja, borba je. Mislim, a veste, kako delo sem jaz imela, da sem te misli zaustavila, ko sem jim 100% verjela, tudi z občutkom. Tudi z občutkom. Mene je občutek pelal, rabiš narediti samomor, rabiš ga narediti. Ok. In če sem jaz zmogla, pa 100% zmorete tudi vi, 100%, in jaz res verjamem v vas. Se pravi, oboje si pa izmišljujemo, ali pozitivne ali pa negativne misli. Zdaj pa, kere si boste raje izmišljevali, ker na podlagi vaših pozitivnih misli, prijetnih misli, boste delali prijetne, pozitivne akcije in vaši rezultati v življenju bojo pozitivni, prijetni. Se pravi, slej ko prej boste začeli živeti življenje, ki ga želite živeti. Ja, ne pa spimo malo vode. Vedno imamo vodo, ne, tako da jaz imam danes tak v božičen stil sem se oblekla, pa tale božji les od zadaj, pa okraski, no, spimo malo, ja. Zdaj, ne vem, koliko metod sem zdaj naštela, 3, 4, 3, 2, ok, se ni važno. Gremo še eno stvar poskusiti. Zelo dobra metoda, ki sem jo jaz tudi uporabljala, je pa zapremo oči, zaprite zdaj vsi oči, pa vas bom jaz vodila. Se pravi, to je vaja. Zapremo oči in čakamo na prvo misel. Zavestno čakamo na prvo misel. Zapremo oči, tišina in čakamo na prvo misel. Ok, zdaj bom jaz to zaustavila. Lahko bi bili 5 minut v tem stanju. Kaj se zgodi? Nas zanima
kaj bo naša prva misel? Zanima nas. Zanima nas, kaj se bo zgodilo. In ponavadi misel ne pride. Ok. In med tem časom, ko mi čakamo, ok, zaprem oči in čakam, se vprašam, kaj bo moja prva misel. In med tem časom, ko čakamo, kaj mislite, da smo med tem časom, ko se pojavi, se pravi, ko zapremo oči, pa ko se pojavi prva misel, ta vmesni čas, kaj smo mi? Napišite mi od spodaj v komentarje. Zdaj vam bom jaz povedala, takrat smo mi čista zavest. Čista zavest. V totalno budnem stanju smo in to hočemo doseči. In zdaj vzemite si eno izmed teh 3-4 metod, ko sem vam jih tu povedala, se pravi čakanje prve misli, štejemo od 17 sekund nazaj, vprašamo se, ali je ta misel resnična. In ne vem, kaj sem še vse povedala, ne? Se pravi, vadite to vajo večkrat, ko jo boste naredili, dlje boste dosegli stanje čiste zavesti oziroma stanje brez misli. Ok. In če povzamemo vse skupaj, pa sem se danes odločila, sem prej šla po knjigo, Učbenik življenja, mojega Kojca, pa sem rekla, na tisti strani, ko bom odprla in bom danes nekaj prebrala. In se mi je fokus usmeril na tale odstavek. Naš duh je močnejši in občutljivejši od največjega radijskega oddajnika na svetu. Naš duh oddaja z bliskovito hitrostjo vsako človeško misel v vesolje. Vsako človeško misel naš duh oddaja v vesolje. In vsa živa bitja jo čutijo nezavedno. V enem od starih svojih videov sem vam povedala, nimam zdaj tu dobene steklenice. Bom še prebrala naprej. Ko sem se pogovarjala z Bogom, mi je Bog povedal, kdorkoli mi je to povedal, ok, ni važno, zavest, angeli, vesolje, vile, slišala sem, no, marsikaj slišim, marsikaj vidim, tudi vi boste, no, slej ko prej. Vsi ljudje na celem svetu, vsa živa bitja, vsa jezera, vsa reke, vse gore, vse, smo zaprti v eno steklenico. Zaprti. Jaz sem tu spodaj v steklenici in ko jaz pomislim eno misel, neprijetno, negativno misel, vplivam na popolnoma vse v tej steklenici. Na popolnoma vse. To se reče kolektivna zavest. Če pa jaz mislim prijetne misli, dobro me poslušajte, prijazne, pozitivne misli, vplivam na popolnoma vse v tej steklenici, ker smo vsi eno, vsi smo iz istega izvora, noben ni več vreden, pa noben ni manj vreden. Moja pozitivna misel vpliva na vse v tej steklenici, ok, v tej šalici, v tej skodelici. Zaprti smo noter. Iz tega, dragi moji, vam pa še dokažem eno stvar, kako zelo ste pomembni. In dajte se že enkrat zavedati, da ste čudež na zemlji, da ste darilo zemlji in da so vaše misli ali darilo vašim potomcem, otrokom, vnukom, nadaljnjim generacijam ali pa destruktivno vplivajo na to, kar se bo dogajalo čez 20, 30, 40, 50, 100 let. Tako zelo ste pomembni. Vse se začne pri prvi in edini misli. Vse. Zdaj smo danes vzeli metode, ko vam lahko pomagajo zaustaviti negativne misli. Ampak zavedite se, kako zelo ste pomembni. Vsaka
vaša misel vpliva na popolnoma vse na svetu. Evo, to bom rekla. Na celem svetu, na celem univerzumu. Gremo zdaj naprej. Se pravi, popolnoma vsak čuti vašo misel na nezavedni ravni. Vsak. In če boste misli prijetne, prijazne, pozitivne misli, boste kreirali prijetno, prijazno, pozitivno življenje. Ker kar danes misliš, se bo mogoče rodilo čez 2 leti. Ampak danes si posejal, danes sem dala solato, seme solate v zemljo, danes sem jo posejala. Čez 3-4 mesece, 5 mesecev bom pa porezala to solato, pa je pojedla. Ampak danes so vaše misli, vaša semena za prihodnost. In to, kar boste čez 5 mesecev živeli, bo posledica tega, kar boste danes posejali v zemljo z svojimi mislimi. Ker to, kar danes živite, je old news, je old story, je stara zgodba, stara priča. Okej, v več jezikih pa ne znam povedati. Gremo naprej. Se pravi, enako pa privlači enako. Tako tudi misli privlačijo enake misli nase in se tako nenehno izpopolnjujejo med seboj. Okej. Se pravi, to sem vam pa že prej povedala, brez da sem to knjigo brala ali pa ne vem kaj. Ena misel neprijetna, druga neprijetna, tretja neprijetna, četrta neprijetna, občutek, akcija, rezultat, vaše življenje. Zdaj pa kako čete? Jaz vam tu dam vse metode, vse vam razkrijem, s čim sem si jaz pomagala, s čim si jaz pomagam še danes, od vas je pa odvisno, ali boste to uporabljali v vsakdanjem življenju, ali bo pa šlo mimo vas, ampak slej ko prej enkrat boste mogli, če prej ne, ko boste zboleli, ne. Se pravi, to je to. Lahko bi vam še naprej brala, res vam priporočam učbenik življenja, če ga kdo želi, naj tu od spodaj napiše v komentar, pa vam bomo poslali, ampak obvezno rabite pustiti mail. Mail rabite pustiti, da vam lahko po e-mailu, tam, ko ne bo e-maila, ne moremo poslati. Se pravi, e-mail rabite poslati, da vam lahko učbenik življenja pošljemo. Knjigo, e-knjigo si lahko sprintate, čudovita knjiga Martina Kojca, čudovita. Se pravi, ki je leta 1935 je ta knjiga izšla. In to so zakladi, tu not so zakladi. On piše, vso naše življenje že ustvarjeno, je že skreirano in tudi jaz vam povem, vse je že. Zdaj pa do čega boste dosegali, je pa od vaših misli odvisno, ker misel ima vibracijo in ta vibracija ustvarja, ta vibracija kreira. Tako da, jaz vam želim čudovite praznike, ne glede na to, kje ste, s kom ste, tudi če ste sami s seboj, se lahko imate fantastično, fajn. Glih te dni sem na enem od posvetov, smo ozaveščali, kakšno ekspanzijo lahko človek živi sam s seboj, koliko je lahko srečen sam s seboj. In to je osnova za vse nadaljnje odnose. Jaz vam želim res čudovit čas, vidimo se tam nekje 3., 4., 5. januarja. Vmes bojo kaki kratki videi, kaki kratki inserti, da se tudi jaz malo spočijem, da sem z družino, da se začnejo počitnice, a ne. In imejte se fajn, imejte se fajn. Zato ste prišli na zemljo. Na zemljo ste prišli zato, da uživate, na zemljo ste prišli zato, da mislite prijetne misli, na zemljo ste prišli zato, da ekspandirate. In dajte danes, ne danes, zdaj, ta trenutek, zdaj, začeti spreminjati svoje misli. Tu noter v tem videu pa imate fantastične metode za zaustavljanje negativnih misli.
Lepo mi je bilo z vami, hvala vam za vse komentarje, za delitve videa med ljudi, ki smatrate, da rabijo ta video, ne? Tako da, hvala vam za vse, rada vas imam, pa se vidimo v enem drugem videu. Čau, čau!